Pozdravljeni otroci pri novi uri slovenščine v tem tednu. V prejšnjem tednu ste pri urah slovenščine in pri urah spoznavanja okolja opazovali gozd in spoznavali živali v gozdu. Ta teden pa se bomo posvečali, tako kot pri spoznavanju okolja, kot pri slovenščini, vrtu in polju jeseni. Malce pomisli, si bil zdajle v tem mesecu novembru, ko se pozna jesen že preveša v zimo, že na vrtu ali na polju? Kakšna sta? Kakšen je bil vrt? Kakšno je bilo polje? Si kaj pomagal delati na vrtu? Kaj pa na polju? Danes si bomo pri slovenščini pomagali z delom v delovnem zvezku, Novi prijatelji, prvi del, in sicer na strani 40 in 41. Na strani 40 imaš sliko, ki jo boš natančno opazoval, zato da boš potem na strani 41 lažje poiskal odgovore na zastavljena vprašanja. Pa gremo najprej kar lepo počasi opazovati sliko na strani 40. Že takole na prvi pogled vidite, da se torej dogaja ta slika tako na vrtu, ki je ograjen z ograjo, kot na polju, ki ni ograjen in je veliko večji. Ja. Vrt ima manjše gredice in na gredicah je posajena različna zelenjava. Manj zelenjave je posajeno na gredicah. Medtem ko je kmet na polje posadil več zelenjave, ki je načeloma tudi večja, ja, in jo potrebuje za shrambo ali za prehrano živali. Tule na naši sliki nastopa več oseb. Dobro poglej, katere osebe nastopajo. Dobro poglej tudi, kaj katera od oseb dela. Poglej, katero zelenjavo imajo na vrtu in na polju. Poglej, s katerimi pripomočki si pomagajo. Nato pa na strani 41 rešiš drugo nalogo. Ta naloga od tebe zahteva, da odgovoriš tako, da pod vprašanjem obkrožiš pravilno sličico. Več imaš vprašanj, ja, in pod vsakim vprašanjem se torej skriva v sličici odgovor na to vprašanje. Pa skupaj rešimo, prosim, prvi primer. Prvo vprašanje se glasi: kje je mama? Dobro pogledaš sliko, pogledaš in vidiš, da je mama na vrtu in tule obkrožiš pravilni odgovor. Lahko izbereš katerokoli barvo. Torej, mama je na vrtu. Enako nadaljuješ z vsemi vprašanji. Potem, ko boš rešil zgornji del druge naloge, se pa odlotiš tudi spodnje naloge, ki od tebe zahteva, da odgovore v povedih napišeš v zvezek v svetu besed. V zvezek v svetu besed boš najprej napisal naslov na polju in vrtu. Pozor, tudi naslov napišemo z malimi tiskanimi črkami, razen začetek povedi. Nato pa izberi od 3 do 5 vprašanj,
Tako izbereš 3 do 5 vprašanj in njihove odgovore zapišeš v zvezek v svetu besed. Recimo, če boš izbral prvo vprašanje, kje je mama, boš zapisal v zvezek v svetu besed odgovor. Mama je na vrtu. Ne pozabi, da na koncu povedi vedno zapišemo piko. Sam presodi, ja, koliko povedi boš oziroma koliko odgovorov boš prepisal, vendar pazi, prosim te, da res ne napišeš manj kot 3 odgovore. Lepo te pozdravljam, učiteljica Janja, pozdrave pa vam pošilja tudi učiteljica Katarina.